Kako veš, da te mučijo podzavestni vzorci? Ja, dobila sem tudi to vprašanje in mislim, da je to vprašanje eno izmed bolj pomembnih. Podzavestni vzorci so nekaj, o čemer je dobro govoriti in prav je, da govorimo. Vsi imamo radi manifestacije, vsi imamo radi pozitivne energije, ampak dejstvo je, da je zunaj kup ljudi in mogoče si med njimi tudi ti, ki berejo vseh teh pozitivnih energijah, kaj je vse možno, kaj angeli lahko vse prinesejo, pa vendarle zase ne čutijo, da se jim to dogaja. Kaj je tista blokada med tabo in tem, da nekaterim ljudem res lepe stvari se zdi padajo dol z neba, občutek je pa, da k tebi ne. In danes bi ti rada povedala, da so podzavestni vzorci tisto, kar je ta bariera, ta ovira med tabo in temi pozitivnimi manifestacijskimi energijami. Ampak zdaj, da ti najprej povem, sploh za začetek, zato da boš vedela, o katerih vzorcih govorimo. Zato, ker nekaj moraš vedeti, tudi pozitivne energije so vzorci, a ne? So glihko vzorci. To pomeni, da ti, ko imaš nek pozitiven krog, katerega ponavljaš in ti obilje pada dol z neba in dobre neke priložnosti, to je tudi vzorec, ki se ponavlja, ampak to je pozitiven vzorec. Mi, ko govorimo o vzorcih, ponavadi govorimo o tistih vzorcih, ki predstavljajo torej to bariero, kjer se ne dogajajo luštne stvari, a ne? In recimo, če imaš ti nek pozitivni vzorec, to pomeni, da ta vzorec, ki se ponavlja pozitivni, kreiraš iz svoje duše. To pomeni, da se naučiš nekega delovanja, ki je v skladu s tvojo dušo, s tem, kdo si ti kot energija in seveda se ti manifestacijsko to potem seveda potrdi v pozitivnih rezultatih. Negativni vzorci so pa tisti vzorci, ki so kontraindiktorni naši duši oziroma jih hodijo v nasprotju. Kaj to pomeni? To pomeni, da so naučeni. To pomeni, da so bili privzgojeni ne iz notranjosti, ampak od zunaj. Da je od zunaj prišlo ali preko družine, ali preko kogarkoli drugega, ali preko nekih situacij do zunanjega pritiska na tvojo energijo, ki pa ni kompatibilna z osnovno frekvenco tvoje duše. Primer, tvoja duša hoče biti nek terapevt, se hoče izražati, od zunaj si dobil pa, da si nesposoben, da ne znaš govoriti, To je zelo kontraindiktorno. Kako gre lahko potem to dvoje skupaj? Duša reče, to si želim, pač razumeš, a tam gre pa glih kontra. In definitivno tukaj je zelo pomembno, da se pogovoriva, kako veš, da se pa to dogaja tebi. Kako torej veš, da se ti je nekje ali v otroštvu ali v tvoji preteklosti zgodil, da je prišlo do tega, se je pritisnil na te in to komunicira s tabo in bo predstavljal z vsakim mesecem, tednom, letom seveda hujše preizkušnje. Zakaj te vzorci ne pustijo primer, tudi če v njih ne drezaš? Jaz sem danes slišala razlage, pustimo vzorce primer, ne v njih drezati, kdo hoče brskati po preteklosti, zato ker te ne pustijo primer. Zato ker so aktivni glihko, kakor ti znan, ki so se rodili. In jaz to ljudem ne morem dopovedati, ampak verjemite mi, vem, ko poslušate, se tega zavedate. Stvari, če jih ignoriraš, ne zginejo, se samo preložijo, ampak prej slej butnejo ven. Ne, ni to, da sem jaz nekaj zoprna, jaz hočem ljudem pomagati. In definitivno mislim, da je dobro za tebe, da zdaj vzameš kakulje ali pa da si v glavi klukaš, da sam sebi to dolguješ, da vidiš, ali se tebi to dogaja, zato da veš, da so vse ti zasidrali neki vzorci, zato da jih potem prekineš, delaš na njih, ker seveda z zakonom svobodne volje, pa imaš to pravico, se resetiraš in greš v krog nekega tudi vzorca, ki je pa pozitiven in se ponavlja, kar pomeni, da ena stvar, a veš, potem je pa tako, kot krogla, ki gre, kot skala, ena dobra stvar se zgodi, pa se druga, tretja, četrta, to je čisto noro doživeti. Pa vendarle premalo ljudi to doživlja. Zakaj? Poglejmo. Kako veš, da te mučijo podzavestni vzorci? Pripravila sem 7 najpogostejših znakov, pa poglejva, katere imaš ti. Jaz mislim, da če imaš enega, si še v redu, čim boš imela 2 tale znaka ali pa več, pa definitivno želiš opraviti neko delo. Prva točka, ne moreš spati, ker enostavno melješ v glavi. To bo samo za vzorčen delo, zaradi tega, ker proba dela primerjavo s preteklostjo, zato ker se nekaj boji.
Drugi aspekt je pa pretirana zaspanost, zaradi tega, ker nimaš energije. Ko si ti zauzorčen in si skozi v kontraindiktornih energijah, torej duša hoče neki, ego obrambni mehanizem hoče neke druge zaščite, se pride do ogromno telesne izčrpanosti in taki ljudje se ne morejo naspati. To so ljudje, ki spijo 8-10-12 ur na dan, pa so ves čas zaspani. Pa jim pa rečeš, pa ti si hipohondar, te vedno nekaj fali. Ne gre se za to. Sploh se ne gre za to. Gre se za to, da so to ljudje z vzorci. Druga stvar je rutinski dan, nič se ni spremenil, ambent ni nič rekel, ambent ni silil na ceste, ambent ni nič ni naredil, dogaja se nek rutinski dan, nič ni od zunanjega pritiska se spremenil drugače, kot kar včeraj ti pa živčen. In ko te ljudje vprašajo, zakaj si nervozen, ti ne znajo povedati. Enostavno ne vejo. Ne vejo, zakaj si nervozen. Ne vejo, zakaj je to tako. A razumeš? Enostavno pač, ne vem, živčen sem. Ja, pa kaj ti fali? Ne vem. Ja, daj no, povej. Ja, ne, pač res ne vem, pa so še bolj znervirani. Pa veš, oni res ne vejo. Tega, ker se dogaja na podzavestnem nivoju. Ni to tako dosti ljudi mislijo, da ta mi noče povedati, kaj mu fali. Ne, ta res ne ve. Ta res ne ve. Zato, ker se dogaja zadnji, veš, v tem tvojem skladišču spominov. Ko tisti, ki imate tega veliko, veš, kakšen dan lahko odreagiraš recimo na ostre kolektivne energije. To je čisto normalno. Pa vendarle so ljudje, ki se jim to prevečkrat dogaja. In če si to ti, definitivno za razmisliti, ne? Tretja točka, tretji znak je, hočeš nekaj spremeniti, imaš voljo, poslušaš neko Kristi in rečeš, saču, zdaj bom pa res. In ti greš, res si priden, greš v to, pokažeš predanost, lej. In potem rečeš, pa kjera sila v vesolju se name spravlja. Ker se zgodi kaj? Ker je vse, kar ruš se ti, kar razumeš, ti nekaj probaš, bum. Ti nekaj probaš, bum. Ta točka mi je zelo pomembna zaradi tega, ker, veste, taki ljudje mi ponovadi rečejo, to je zato, ker mi ni namenjeno. Ljuba duša, če ti kaj ni namenjeno, ne dobiš o tem idejo. Tok si jaz mislim o stavku ni mi namenjeno. Jaz, ko slišam stavk, da mi nekaj ni namenjeno. Če tebi nekaj ni namenjeno, tega ne vidiš. Če tebi nekaj ni namenjeno, si tega ne zaželiš, razumeš? Štekaš. Ampak je pa ogromno ljudi, ki dobijo neke znake, razumeš, ki dobijo nek vzvod, kjer dobijo neko željo, grejo v to in potem ne gre in potem to zavržajo in zamahne z roke in reče, itak mi ni bilo namenjeno. Ne, ljuba duša, teta Kristi bo tebi zdaj povedala resnico. Ne gre se za to, da ti ni bilo namenjeno. Gre se za to, da se je vmes postavil tvoj vzorc, ki sproža samo sabotažo in te spravlja verjetno stran od tvojega namena, od duše, obilja pa še od marsičesa drugega, kar na dolgi rok ne bo dobro. Tako da ni mi namenjeno izgovor, dajmo kar mal na stran, okay? In dajmo se zavedati, da je to, ker se zgodi samo sabotaža, zaradi tega, ker ego obrambni mehanizem ne ve, zakaj ti zdaj hočeš neko spremembo, ker se nečesa boji in to je negativni vzorc. Ker se mu je v preteklosti zgodilo nekaj težkega in se boji spremembe, ker ne ve, kaj pomenijo. In to je treba pucati. Res pucati. Okay? Naslednja točka. Mučijo te telesni izzivi, bolečine, tegobe, kakorkoli že, za katere ti zdravniki ne morejo pomagati. Medicina ne ve več, kaj naj ti reče. Nimajo za tebe rešitve. Ne vejo. Rečejo pač, ni diagnoze, ni neki, kar ti lahko dajo, kar ti lahko pomaga. Torej, imaš neke telesne izzive, razumeš, za katere živ Bog ne ve, od kje prihajajo, pa ljudi rečejo, ta je hipohondar. In mislijo, je hipohondar. Ne, njemu se to res dogaja. To, da je medicina rekla, da ne vejo, kaj bi z njim, ne pomeni, da ni resnično. Zato, ker se dogaja na energijski ravni in telo se odziva čisto, kot če bi bila diagnoza. To je težava starih energij, ki so zasidrane in vzorcev, ki delajo seveda škodo na telesnem nivoju. Vedno, ko imaš ti težave s podzavestjo, bo vedno telo temu sledil. In tisti ljudje, ki imajo tole, je zelo skrito, zelo poteptano in za vas je brutalno pomembno, da to zbrskate ven. Okay? Naslednja točka, imate odvisnosti, kot so kajenje, alkohol, droge, lahko je pa tudi odvisnost od odnosov.
Ne kadilci zdaj kapenih paradajzov name zmetati, ampak v osnovi ti hočem povedati, da moraš nekaj vedeti. Okay? Ne napadam tvojega kajenja, hočem ti samo pomagati, okay? Ali pa piti alkohol, ampak to je zdaj, ne vem, če eni spijate kozarc vina, parkusina, ni to, ampak če pa čisto vsak dan piješ alkohol, pa vemo, da je to alkoholizem, okay? Ampak recimo, ti, ko priješ na planet Zemlja, ti ful cenaš svoje telo, ful cenaš svojo inkarnacijo, ful cenaš to, kar si dobil kot orodje. In nobena duša ne bi hotela to zastrupljati, ker nje je tvoje telo sveto. In moraš vedeti, da je to ful na sveti ravni izbrano. Noben ne bi hotel to s kakršnim koli strupom uničevati. Ampak kakorkoli, da lahko, ne vem, pač nekaj spiješ, pa je dejstvo, da nimaš kontrole, pa se lahko poškoduješ. Nobena duša noče to sama sebi delati. Tega se morate zavedati. Sami sebi morate naliti tega čistega pomarančnega soka in si priznati, da je kle nekaj zadnji. In je treba ugotoviti, kaj. Bom vam dala tudi orodja, kako to narediti. 6. točka, hrčki. Skozi se vračate v preteklost, skozi obujate, ja, pa to je bilo, pa moja mama je bila taka, tako, nikoli vas ne pusti primer. Lahko se v neki družbi čist nekaj drugega pogovarjaš, lahko je nekaj, razumeš, čist tretjega, pa se vedno nekako vračaš na to, ne kot pozitivna zgodba. Ja, veš, meni se je tudi to zgodilo, pa sem premagal. To je okej, če se tako obujaš. Če ti hočeš ljudi, recimo, motivirati, a veš, pa jim hočeš reči, meni se je tudi to zgodilo, veš, sem imela to, pa to, in pol je bilo tako, to je drugo. Ampak na negativen način obujaš, bolite še vedno, govori z bolečino. To smo videli ful pri tistih, ki so Auschwitz preživeli, pa so potem, razumeš, 30 let kasneje govorili čist isto, kakor, seveda, grozna stvar se mi je zgodila, kakor če bi se to zgodilo včeraj. Zakaj se podzavest vrača k preteklosti? Zaradi tega, ker jo proba predalčkati in pozdraviti. In dokler tega spomini ne doseže, te ne pusti primer. Zapomnite si to. Predvsem v njih, ko se vam to dogaja. Zelo je pomembno, da to veste. In zadnja, 7. točka je, zunanje okoliščine jemljete zelo osebno. Nekaj je, da osebno odreagiraš, če ti tvoj otrok pa partner reče, to je normalno, ok? Ampak, ne vem, nek človek, srečo si ga na ulici, v trgovini, nekaj je na tebe zasiko, pa ne vem kaj, ljudje imajo pač tu čudne dneve in ti vzameš to osebno in kako in zakaj ljudje to meni počnejo. Ti razumeš, od faktorja ni v življenju. Ti se pa zasikiraš za nekoga, pa nekoga, ki si ga videl 2-krat. Razumeš? Pa nekoga, ki, ne vem, si ga gledal na kakšnem videu, pa nekaj rekel in tisti osebno zjo. To je zihar mislil name. Ja, valjda, zihar je mislil nate. A veš? Ampak verjamem pa, da je to zaradi tega, ker definitivno se bojiš nečesa, vse misliš, da je nek napad nate, zaradi tega, ker so se ti zgodile težke stvari. Tukaj imaš 7 znakov. Zdaj veš, če se ti to dogaja in če si imel 2+, kljukce, ti toplo priporočam, da priješ k meni v družbo, ker sem res fajn in res imam ogroman znanja iz teh stvari. Moj tečaj podzavestnih vzorcev bo oktobra, se začel 7. na internetu, torej v živo z mano, tudi postavljaš vprašanja, pa vse na klepetu, bomo delali, kaj je podzavest, kako se obnaša, razreševanje preteklosti, razreševanje odnosov, razreševanje samodestrukcije, samosabotaže, vsega tega, kar sem zdaj naštela. Ful je dober program, ogromen orodij ima, moje osebno mentorstvo, ker mi lahko zadnji postavljaš vprašanja ves čas teh 4 mesecev v tako imenovani nebeški shrami. To je tečaj, ker ljudem resno, dobro blago se samo hvali, res obrnil življenje na glavo in jaz sem nad njim navdušena in vem, kakšne rezultate ima in zelo bi rada, da ti tudi to spoznaš. Tako da preveri, naklikala sem ti povezavo in se te veselim, da ti pomagam. Obljubam pa, da bo intenzivno, bo pa tudi malo zabavno, bom poskrbela za to. Lepo se imej in čao!